Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam tokrat v oddaji Darovi zemlje pošiljamo iz rastlinjaka tukaj pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, v katerem bomo kmalu izvedeli nekaj več o biotskem varstvu rastlin. Ostanite z nami. Danes bomo nekaj več povedali o biotičnem varstvu zelenjadnic. Vremenske razmere trenutno so kar take deževne, bomo rekli, v preteklih dneh, tudi v prihodnjih, glede na vremensko napoved. Seveda ta dež s sabo prinaša tudi nekatere bolezni, škodljivce. Kakšno je trenutno stanje na tem področju, torej na naših vrtovih in gredicah? Torej, trenutno imamo dejansko zelo ugodne razmere za pojav nekaterih bolezni v zelenjadnicah. Se pa pojavljajo tudi določeni škodljivci. Prav gotovo je vsem znano, da imamo letos veliko težav z polži, proti katerim pa žal z biotičnimi pripravki zaenkrat ne moremo ukrepati, ker nimamo nobenega primernega biotičnega pripravka oziroma domorodnega organizma, s katerim bi lahko varovali zelenjadnice tudi pred temi škodljivci. Se pa pojavljajo seveda lahko bolezni, predvsem gljive plesnivke lahko povzročajo precej škode. Tako v plodovkah se pojavljajo recimo paradižnikova plesen, potem kumarna plesen, pri solatnicah lahko solatna plesen, čebulnicah čebulna plesen in tako dalje. Se pa pojavljajo zaradi zastajanja vode ponekod oziroma obilice padavin, lahko tudi probleme povzročajo tako imenovane gljive iz rodu Sclerotinia, ki povzročajo belo gnilobo. In z biotičnim varstvom lahko nekatere te bolezni torej preprečimo. Kaj je torej biotično varstvo, katere namene ga vse lahko uporabljamo? Nekatere ste izpostavili, da ne, druge pa že. Ja, mogoče bi uvodoma vseeno rekla, da pač zelenjadnice lahko napadajo številne bolezni in škodljivci, torej živi povzročitelji poškodb, se pa žal pri pridelavi zelenjadnic vedno pogosteje srečujemo tudi z neživimi povzročitelji poškodb, kot so neugodne vremenske razmere. Vemo, da temperature nihajo, torej včasih so prenizke, velikokrat previsoke, potem se srečujemo z obilnimi nalivi, ki lahko poškodujejo rastline, seveda točo, ali po drugi strani s sušami. Vse to seveda slabi rastline. Torej tudi ti neživi povzročitelji poškodb slabijo rastline, tako da so še bolj občutljive za pojav bolezni in škodljivcev in lahko rečemo, da so tudi manj odporne proti boleznim in škodljivcem, kajti rastline same imajo neko določeno odpornost, lahko razvijajo proti boleznim in škodljivcem, ampak tako oslabele pa potem seveda vedno manj. In vse to je lahko razlog, da se potem moramo vključevati tudi biotično varstvo rastlin v zdravstveno varstvo, kajti na voljo imamo v Evropski uniji tudi vedno manj primernih pripravkov, tisti učinkoviti pripravki torej za varstvo rastlin, torej fitofarmacevtska sredstva, veliko so jih ukinili, torej jih ne moremo več uporabljati, tako da je skorajda nujno, da se bomo pričeli posluževati v bodoče tudi biotičnega varstva rastlin. Torej biotično varstvo rastlin pa je v bistvu varstvo rastlin, pri katerem uporabljamo za varstvo v bistvu naravne sovražnike oziroma naravne sovražnike škodljivcev, lahko pa uporabljamo tudi nekatere koristne mikroorganizme, s katerimi pa lahko varujemo naše gojene rastline tudi pred boleznimi, pa tudi nekaterimi škodljivci. Torej za biotično varstvo velja, da pri biotičnem varstvu uporabljamo
žive organizme proti škodljivcem ali boleznim. Potem imamo makrobiotične agense in mikrobiotične, če mogoče najprej malo greva k tistim prvim, zakaj točno gre? Torej, makrobiotični pripravki oziroma agensi so pripravki na podlagi koristnih žuželk, torej naravnih sovražnikov, škodljivcev, med katere spadajo recimo koristne žuželke, potem tudi plenilske pršice in morda tudi kateri drugi organizmi, torej večji organizmi, ki se pač z temi, ki pač obvladujejo škodljivce, tu gre samo za škodljivce, ne. Makrobiotične pripravke uporabljamo samo proti škodljivcem. Med makrobiotične pripravke štejemo plenilce ali predatorje. To so recimo koristni organizmi, ki se z ali na škodljivcih hranijo, bodisi tako, da jih požrejo škodljivce, ali izsesajo sokove iz škodljivcev, tako da ostane od škodljivcev samo zunanji oklep. Torej, običajno so ti biotični pripravki večji od škodljivcev in ti plenilci ali predatorji običajno ne plenijo samo ene vrste škodljivcev, ampak lahko tudi morda več. Za razliko od teh pa poznamo potem parazitoide. Parazitoidi pa so koristni makroorganizmi, ki delujejo proti škodljivcem tako, da nanje ali vanje odložijo jajčeca. Lahko odložijo jajčeca v različne stadije škodljivcev, bodisi v jajčeca, bodisi v ličinke ali v odraslega škodljivca. In iz jajčec se potem znotraj škodljivca razvijejo ličinke, ki škodljivca od znotraj enostavno pojedo. Ko se ta koristni organizem razvije, potem izleti na plano in potem povzroča nadaljnje, lahko potem zopet naprej varuje torej gojene rastline tako, da zopet odlaga jajčeca v škodljivce. Potem pa poznamo med makrobiotičnimi pripravki tudi entomopatogene ogorčice. To pa so ena posebna vrsta. Entomopatogene ogorčice so koristni organizmi, ki živijo v simbiozi z enimi bakterijami. In entomopatogene ogorčice pa delujejo na škodljive organizme tako, da vanje zlezejo na škodljivce, recimo, da vanje zlezejo bodisi skozi naravne odprtine in potem, ko zlezejo vanje, v nje sprostijo to škodljivo za škodljivca škodljivo bakterijo, ki škodljivca enostavno uniči. Torej, to so bili makroorganizmi, ki prinašajo veliko dobrega lahko, če jih vemo, kot pravite, izkoristiti. Potem pa so tu tudi mikroorganizmi. Kaj na tem področju je najbolj poglavitnega, da naši gledalke in gledalci izvedo in da vedo jih, kako uporabljati? Torej, za varstvo, kot sem rekla že v začetku, lahko uporabljamo tudi mikroorganizme. Zdaj moram povedati to, da je večina mikroorganizmov, čeprav gre tu za žive organizme, obravnava Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in jih vključujemo v bistvu med fitofarmacevtska sredstva, ne, in jih tako tudi obravnavamo. Zdaj, koristne mikroorganizme uporabljamo bodisi za varstvo pred škodljivci ali pa za varstvo pred boleznimi. Med koristnimi mikrobiološkimi pripravki poznamo entomopatogene bakterije in pa entomopatogene glive. Te entomopatogene bakterije ali glive okužijo škodljivce, tako da se ti bodisi prenehajo hraniti, lahko pa povzročijo tudi njihov propad. Medtem ko za varstvo pred boleznimi pa uporabljamo tudi koristne glive ali koristne bakterije,
Te pa običajno delujejo proti patogenim povzročiteljem tako, da z njimi tekmujejo bodisi za prostor ali za hrano, lahko jih tudi parazitirajo, tako da jih na tak način omejujejo njihovo delovanje ali jih celo uničijo. Katere pa so te vrste mikroorganizmov, ki jih pri nas nekako najbolj poznamo, uporabljamo lahko? Torej, za biotično varstvo pred škodljivci mogoče velja omeniti en starejši pripravek na podlagi glive, to je pripravek Naturalis, ki ga pridelovalci verjetno že kar dobro poznajo. Torej, to je pripravek, s katerim lahko varujemo nekatere gojene zelenjadnice pred recimo listnimi ušmi, potem zmanjša lahko tudi populacijo ščitkarjev ali resarjev. Deluje pa tudi proti talnim škodljivcem, proti strunam, vendar tu bi veljalo opozoriti na to, da delujejo predvsem na strune v zgodnejših razvojnih stadijih. Proti tem je pripravek dovolj učinkovit, medtem ko proti večjim strunam pa ravno ne. Sedaj pa še omenimo pripravke na podlagi entomopatogenih bakterij. Med temi pripravki pa so znani pripravki na podlagi bakterije Bacillus thuringiensis. Tudi že dlje časa so ti pripravki v prodaji. Ti pripravki pa na podlagi te bakterije recimo poznamo, so v prodaji pripravki Agri, Lepinox Plus in pa Delfin. Te pripravke pa lahko z pridom uporabljamo pri varstvu pred nekaterimi škodljivimi gosenicami in tudi recimo pred gosenicami kapusovega molja. Pridelovalce moramo opozoriti na to, da smo v prejšnjem tednu pri spremljanju naleta z feromonskimi vabami ugotovili, da je nalet listnih in pa tudi nekaterih talnih sovk zelo velik, tako da pridelovalce res opozarjam, da skrbno pregledujejo recimo nasade kapusnic, v katerih se lahko te sovke intenzivno pojavljajo, in v kapusnicah se kljub za škodljivca nekoliko neugodnemu vremenu pa tale kapusov mol intenzivno pojavlja. Torej, tako proti listnim sovkam kot proti kapusovemu molju lahko uporabimo enega od teh pripravkov, ki sem jih prej omenila. Razen tega pa seveda listne sovke napadajo lahko tudi druge zelenjadnice, med drugim tudi papriko. Zato svetujem pridelovalcem, da res skrbno pregledajo posevke in nasade, in vkolikor se pojavijo te škodljivke, recimo gosenice, lahko uporabijo predvsem v zgodnjih razvojnih stadijih teh gosenic te pripravke, ki sem jih prej omenila. Kajti ti pripravki na podlagi Bacillus thuringiensisa delujejo dobro predvsem na zgodnejše razvojne stadije škodljivcev. Na večje škodljivce, ko so v poznejših razvojnih stadijih, nekoliko slabše delujejo. No, delujejo pa tako, da ko se škodljive gosenice hranijo s teh sporami, ki smo jih nanesli s pomočjo škropilne brozge na same rastline, potem se gosenice prenehajo hraniti, kmalu po zaužitju prenehajo hraniti in potem nekaj časa še živijo, sčasoma pa lahko tudi propadejo. Sedaj ste našteli kar pester nabor različnih načinov biotskega varovanja, torej naših sadik, zelenjadnic, in lahko rečemo, da gre za kar zahteven postopek, torej poznavanje dobrega biotičnega varstva. Ja, postopki so dokaj zahtevni, sploh pri vnosu teh makrobiotičnih pripravkov je zelo pomembno, da poznamo
da poznamo škodljivca, da poznamo znamenja poškodb, ki jih povzroča, in da dobro poznamo razvojne stadije škodljivcev. Prav tako moramo poznati dobro tudi te razvojne stadije koristnih organizmov, kajti ti koristni organizmi delujejo, recimo, so dovolj učinkoviti samo v določenih primernih razvojnih stadijih škodljivca. Prav tako moramo varstvo z makrobiotičnimi pripravki načrtovati nekoliko naprej. Kajti te makrobiotične pripravke v bistvu uvažamo, jih ne gojijo pri nas, ne, jih uvažamo in zato je pač potreben določen čas, da te pripravke potem te firme, ki so posredniki le-teh, dostavijo k nam. Torej pripravke uvažamo, sicer pa pri nas lahko uporabljamo samo domorodne koristne organizme, ki ste jih uvodoma izpostavili. Ja, to pa velja res poudariti, kajti v Sloveniji lahko uporabljamo za biotično varstvo samo domorodne koristne te makroorganizme. Za te pripravke je potrebno pridobiti posebno dovoljenje pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Torej, jaz bi priporočala pridelovalcem, da se naslanjajo predvsem na te domorodne koristne organizme, kajti vnos tujerodnih organizmov, ki pri nas niso naravno prisotni, lahko predstavlja precejšnje tveganje. Kakšno tveganje so prinesli ti tujerodni koristni organizmi, nam pove dejstvo o uvozu teh azijskih harlekinskih pikapolonic, ki jih sicer niso uvažali naši pridelovalci, ampak večji pridelovalci plodov, ki so vnašali te harlekinske polonice v rastlinjake v zahodnoevropskih državah, predvsem v rastlinjake, in žal so pa te harlekinske polonice ušle iz rastlinjakov in se začele po Evropi množično razmnoževati in te tujerodne vrste potem izpodrivajo te naše domorodne vrste, recimo pri nas dvopiko in sedempiko polonico. Sicer pa mikrobiotične agence lahko uporabljamo tudi za varstvo pred določenimi bolezni zelenjadnic. Ja, tako. Mogoče velja omeniti zopet te nekatere starejše pripravke. Med starejšimi pripravki imamo na voljo recimo pripravek na podlagi koristne glive, pripravek AQ10, ki ga uporabljamo pri zdravstvenem varstvu pred prepelastimi plesnimi. Je pa potrebno omeniti, da je ta pripravek potrebno vnesti bodisi preventivno ali pa takoj po pojavu prvih bolezenskih znamenj. Pripravek je treba vnesti tudi v primernih pogojih, predvsem je potrebno neka visoka relativna zračna vlaga, da pripravek potem bolje deluje. Imamo pa tudi pripravke recimo na podlagi koristnih bakterij. Predvsem bi morda izpostavila pripravke, s katerimi lahko vsaj nekoliko varujemo gojene rastline pred škodljivimi talnimi glivami. S temi imamo, kot sem rekla, vedno več težav. Med temi pripravki bi omenila pripravka na podlagi glive, Prestop in Univerzum, in pa pripravek na podlagi bakterije, pripravek Serenate ASO, ki delujejo, ti pripravki nekako delujejo proti tem talnim glivam in seveda jih je tudi te potrebno vnesti preventivno, kajti ti pripravki nimajo zdravilnega učinka, kajti kot sem že prej rekla, te koristne glive ali bakterije proti boleznim tekmujejo tako, da recimo naselijo organe gliv, preden jih naselijo škodljive glive, ali pa tekmujejo z njimi za hrano, ali pa jih morda
tudi parazitirajo. Nekateri ti pripravki delujejo tudi tako, da spodbujajo v rastlinah naravno odpornost. Ob koncu imava še eno opozorilo za vse gojitelje, torej pridelovalce zelenjadnic, in sicer glede vstopa v intervencijo biotska varstvost rastlin. Torej, pridelovalci imajo pač v tem novem programskem obdobju tudi možnost vstopa v intervencijo biotično varstvo rastlin. V to intervencijo se je vključilo pri nas žal malo pridelovalcev zelenjadnic, kljub temu, da smo pričakovali, da se jih bo več odločilo za to. Intervencija namreč ponuja kar neka solidna sredstva, s katerimi lahko potem pridelovalci nabavijo, pokrijejo stroške, relativno visoke stroške biotičnega varstva rastlin. Moramo reči tudi to, da je biotično varstvo rastlin, poleg tega, da je zelo zahtevno, so običajno biotični pripravki nekoliko dražji od teh klasičnih pripravkov. Torej, tako je možno pridobiti subvencijo za varstvo, biotično varstvo na prostem, dobrih 600 evrov po hektarju, za zelenjadnice govorim. V zavarovanih prostorih pa je ta subvencija znaša dobrih 1850 evrov, kar se sicer sliši zelo veliko, vendar pa moram reči, da so ti predvsem makrobiotični pripravki imajo dokaj, nekateri vsaj dokaj visoko ceno, tako da res bi nekako pozvala pridelovalce, da se še vključijo v to intervencijo, morda drugo leto, za letošnjo leto so že prepozni, tisti, ki se pač niso še za to odločili. Uvodoma ste izpostavili, da imamo možnosti številne, torej za varovanje pred boleznimi in škodljivci. Pavži so tisti, ki nam letos nagajajo, tu neke rešitve trenutno, kot pravite, še ni. Se kaj dela na tem področju morda? Ja, pri nas so našli eno entomopatogeno ogorčico, ki jo trenutno proučujejo na Biotehniški fakulteti, kaže dokaj dobre rezultate, ker je do registracije teh pripravkov oziroma do tega, da jih namnožimo in spravimo na trg, je seveda dolga pot. No, upajmo pa, da bodo mogoče tudi pri nas našli tisto entomopatogeno ogorčico, ki jo recimo sosednji Avstrijci že lahko uporabljajo za biotično varstvo pred polži, da bomo tudi pri nas le-to našli in da bomo potem morda tudi tiste entomopatogene ogorčice lahko uporabljali pred temi res neugodnimi škodljivci. Breda Vičar, jaz se vam na tem mestu najlepše zahvaljujem za vse povedano. Hvala za prijazen sprejem tukaj v vašem rastlinjaku in za vse nasvete, pa upamo, da bo tukaj na vaši papriki čim manj škodljivcev. Hvala tudi vam.